Dr. Milan Svetec se je rodil 30. januarja leta 1973 v Murski Soboti. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru iz elektrotehnike in na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru iz fizike. Med študijom je v okviru programa Erasmus študiral tudi na Inštitutu za teoretično fiziko Univerze v Gradcu. Za svoje diplomsko raziskovalno delo je dobil Perlahovo nagrado. Podiplomski študij je opravil na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, kjer je leta 2007 zagovarjal doktorsko dizertacijo na temo faznega obnašanja termotopnih tekočih kristalov. Za svoje doktorsko delo je dobil Pomursko raziskovalno nagrado za leto 2007. Od leta 2002 je pogodbeno zaposlen na Fakulteti za naravoslovje in matematiko ter Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Mariborske univerze, sprva kot asistent, od leta 2008 pa kot docent za fiziko. Redno je zaposlen na Regionalni razvojni agenciji Mura d.o.o., najprej kot mladi raziskovalec, od leta 2007 pa kot svetovalec direktorja za raziskovalno dejavnost. Pomurski akademik dr. Milan Svetec je z Pomursko akademijo že fejst dolgo povezan. Pri leta, ki je doktoriral, je že pomagal, zato ker kot sodelavca na fakulteti v Mariboru sva se o tom dosta pogučavala in je stvar, poslanstvo akademije včasih vzel za svojo in še kak asistent fejst pomagal pri konference in nasploh pri samem razvoju. Tako je seveda tudi njena ključje, kot je glavni sekretar Pomurske akademije, ker skrbi, ka stvari idejo tako dobro, kak idejo in ker je seveda tudi zaslužen za organizacijo in pripravo vseh naših dogodkov, ne samo konference. In kot takšne je seveda toliko bolj nedonobesljivi, zato ker tudi profesionalno, tudi v službi je v Pomurje, je v toki dogodkov in zato toliko bolj koristen. V prispevku je obravnavan tako imenovani instrument 2 Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015. Gre za spodbujanje razvoja človeških virov, v okviru katerega se želi podjetjem na območju izvajanja zakonov omogočiti, da za svoje razvojno naravnane projekte pridobijo možnost zaposlitve univerzitetno izobraženega kadra, katerih plače se bodo financirale strani države. V prispevku so predstavljene idejne zasnove projekta, ki takrat v takšni obliki še ni bil odobren. Pričakujemo, da se bo projekt v nekoliko spremenjeni obliki začel izvajati v drugi polovici leta 2012. Dr. Milan Svetec je eden izmed naših članov, eden izmed pomurskih akademikov, ker kaže, kako daleko pot iz svoje osnovne profesije hitro zanese tudi na kakšno drugo področje. Seveda ostaja fizik, seveda je tudi predavatelj na Univerzi v Mariboru, tudi v Rakičani, na našem edinom visokošolskem programu v Pomurje, ker je financiran iz javnih sredstev, je nepogrešljiv. Lik je zaposleni na Regionalni razvojni agenciji, pa skrbi tudi za razvoj naše regije. In seveda, kak profesor skrbi za razvoj regije prek prenosa znanja in gnjez si bomo pogledali, kak je zakon o Pomurju se dalo implementirati v prenos znanja, kak povezuje študente z podjetji in na ten način pripomore k tistoj sinergiji, kada to znanje, kak ga naši ljudje imajo, čim prli in čim bolje uspešno seveda tudi klejko zaživelo v gospodarstvu. Zakon o razvojni podpori pomurski regiji 2010-2015 sestavlja 5 instrumentov: spodbujanje naložb podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje razvoja človeških virov, spodbujanje socialnega podjetništva, promocija regije in podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji. V letih 2010 in 2011 je bilo pomurskim podjetjem podeljeno 7,14 milijona evrov subvencij. Na podlagi prejetih subvencij je bilo ustvarjenih več kot 440 novih delovnih mest. V današnjem predavanju bi rad predstavil tako imenovani zakon o Pomurju, ker ga imam torej v narekovajih, in pa povezovanje študentov z podjetji v okviru tega zakona. Ta projekt še se ne izvaja, torej je
v pripravi oziroma pripravljen, ampak čakamo na odobritev. Zdaj v predstavitvi bom na začetku nekako zelo površno predstavil okvir zakona, potem pa se bomo po metodi top-down spuščali vedno bolj v podrobnosti, tam, kjer nas bo torej zadeva zanimala. No pa za začetek nekaj o samem zakonu. Torej, naslov tega zakona je Zakon o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Sprejet je bil leta 2009, torej ob koncu tega leta, začetek izvajanja pa torej v letu 2010. No in ta zakon torej pozna 4 ukrepe, v okviru katerih torej poznamo program spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije, ki je za nas potem v nadaljevanju aktualen. Potem imamo spodbude za zaposlovanje, davčne olajšave za investiranje in pa prednostno obravnavo pomurskih projektov na razpisih doma in tistih mednarodnih. Zdaj, izvajala pa bi naj ta zakon vladna pisarna v Pomurju, ki je bila za ta namen tudi formirana. No, zdaj program spodbujanja konkurenčnosti, smo rekli, to je prvi ukrep, je težak, bomo rekli, 30 milijonov evrov, sestavlja pa ga 5 instrumentov, in sicer spodbujanje naložb podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, potem spodbujanje razvoja človeških virov, ki je za nas potem v nadaljevanju aktualen. Tretji instrument je spodbujanje socialnega podjetništva, četrti promocija regije, peti pa podpora pri pripravi in izvajanju projektov. Zdaj, najbolj uspešen in pa trenutno tudi delujoč je prvi inštrument, ki je namenjen podjetjem in pa je bilo že podeljenih kar nekaj sredstev, bili so že 3 razpisi v okviru tega inštrumenta. Inštrumenti 3, 4, 5 so najbolj zloglasni, bomo rekli, bili so predmet obravnave preiskovalnih organov in tako dalje, ne bomo zdaj zahajali v podrobnosti. Torej, drugi inštrument pa bi se naj začel izvajati naslednje leto, upajmo. No in kaj predstavlja zdaj ta inštrument? Torej, namen in pa cilji tega inštrumenta so, da bi vzpostavili sistem celovitega spremljanja in usmerjanja kariernega razvoja, torej neke vrste karierni center. Potem pa naslednja 2 cilja, usposabljanje vodstvenega kadra v podjetjih in pa vključevanje diplomantov v podjetja in pa pomoč pri razvoju nekih inovativnih projektov. Zdaj, tisto, kar je tu napisano, je iz formulacija iz programa, torej na začetku, ko je zakon začel se izvajati, so bili ti pojmi tako definirani. Zdaj, v razvoju so se potem mogoče malenkost spremenili in bomo videli, kaj je potem v predlogu projekta iz tega nastalo. Tukaj je nekaj o predlogu izvajanja instrumenta in predlog, ki ga bom predstavil, se torej nanaša na 2. in 3. točko, se pravi brez tega kariernega centra, ki je predmet priprave pri drugih inštitucijah, predvsem to recimo Zavod za zaposlovanje. No in skoncentrirali se bomo torej na 2. in 3. točko, in sicer usposabljanje vodstvenega kadra in pa povezava diplomantov z podjetji. No, ta predlog je torej nastal na naši inštituciji, torej Regionalni razvojni agenciji, v sodelovanju z kolegom, ki je takrat sodeloval v okviru inštrumenta 5, to je Andrea Di Anselmo iz Italije, iz Beta Group, vendar pa ta predlog ni neki novi kum ali nekaj, ker je stvar že obstajala, sicer ne v taki obliki, kot je tukaj predstavljena, ampak je bilo že kar nekaj podobnih
podobnih predlogov v preteklosti. Enega sem predstavljal pred menda 3 leti na naši konferenci. Zdaj, zakaj se stvari niso premaknile? Vedno je seveda v ozadju denar. Za izvajanje takih projektov so potrebna sredstva. Zdaj, ko smo predstavili ta novi predlog, so nam rekli na službi vlade, ja, češ, zakaj pa vi tega že prej niste napravili, ne? Ja, stvar stane, ne? In denar ne pade z neba. Torej, v okviru projekta, ki je del zakona o Pomurju, bi torej zdaj končno ta stvar naj šla naprej. No in predlog, torej smo rekli, je bil že pripravljen, predstavljen predstavnikom službe vlade za lokalno samoupravo, ampak kot tukaj piše, čakamo, ne. Predlog je bil, da se začne izvajati v začetku leta 2012, torej že januarja. Odobritev čakamo, ne, in čas se nekako izteka, ne. Torej, če ne bo v bližnji prihodnosti te odobritve, potem se bo seveda stvar spet premaknila v prihodnost. No in zdaj k sami vsebini. Torej, v okviru tega projekta bi sledila 2 javna poziva, eden podjetjem, drugi pa diplomantom. Tukaj bomo zajeli vse 3 bolonjske stopnje, ne samo tiste, ki so bile načrtovane v začetku. Podjetja bodo se prijavila z neko prijavnico, ki jo bomo torej še dali na splet, in v tej prijavnici opisala vsebino projekta, ki bi naj zaposloval potem te diplomante. Tukaj imamo napisano, kaj bi naj bila torej vsebina te prijave. Diplomanti, torej tisti, ki so končali eno izmed teh 3 stopenj študija, pa se prijavijo z navadnim življenjepisom. Potem v nadaljevanju sledijo še naslednje faze, in sicer izbor podjetij. Torej, podjetja se bodo rangirala glede na prioriteto, torej projekt, ki je predviden, kolikšna je možnost za uspeh in tako naprej. Torej, glede na rang podjetij bodo potem ta podjetja lahko tudi prej izbirala študente oziroma diplomante, ki so se prijavili, ne. No in predvidevamo, da ta razpis torej ne bo zaključen oziroma bo odprt, in prej se bo podjetje prijavilo, prej bo seveda na vrsti. No, izdelal se bo potem katalog prijavljenih in podjetij in diplomantov, in izvedli bomo potem tudi izobraževanje mentorjev, saj seveda se je treba naučiti, kako delati z ljudmi. Vsi mogoče teh veščin ne obvladamo, zato je seveda ugodno, da se ljudje, ki bodo v podjetjih zadolženi za te diplomante, najprej malo izobrazijo, mogoče dopolnijo neka znanja, da bodo potem pri interakciji z temi novimi delavci lahko uspešnejši eni in drugi. No in po izboru, po pripravi teh katalogov sledi izbor kandidatov s strani podjetij. Tukaj bodo običajni razgovori za zaposlitev in podjetje bo potem izbralo glede na potem lastne rezultate teh razgovorov ljudi, ki so pač za njih najbolj primerni. V nadaljevanju potem sledi podpis pogodb in tako naprej. No, kar je tukaj pomembno, je to, da bi se želeli izogniti problemom s strani državnih pomoči. Torej, pomoč, ki bo s strani projekta podjetjem namenjena, se bo smatrala kot državna pomoč.
Zdaj, če bo ta pomoč šla za plače teh diplomantov, se bo seveda to tudi tukaj računalo, zato bi želeli te stvari nekako omiliti za podjetja in poskusiti formalno te diplomante zaposliti v nekem projektnem podjetju. Podjetja bi pa potem sofinancirala samo delež sredstev za plače se strani torej prevoza in pa prehrane, ostalo pa bi za te diplomante oziroma delavce v teh podjetjih šlo se strani projekta. Tukaj potem sledijo malo bombončki za podjetja. V primeru, če podjetje potem zaposli takega diplomanta vsaj za 3 leta, dobi neka sredstva. Tu torej med vrsticami nekako piše, da se splača podjetjem, da zaposlijo take strokovnjake. Zdaj, če na prvi pogled še to ni jasno, potem imamo še eno stvar, in sicer dobijo vavčer za 15 000 evrov za izobraževanje svojih kadrov. Zdaj, to je lahko srednji ali vrhnji menedžment, lahko so pa tudi drugi strokovnjaki pač na področjih, ki jih podjetje potrebuje. Zdaj, vzporedno s tem bomo seveda zbirali tudi predloge podjetij za vrste izobraževanj in ta izobraževanja bomo pa potem ponudili podjetjem, da izberejo. No in torej ta vavčer 15 000 evrov bo pokril nekje 75% stroškov teh izobraževanj. To pomeni, da za vsa izobraževanja, ki se jih bodo torej v podjetju udeležili, se krije 75% stroškov, ampak samo do višine 15 000 evrov. Lahko tudi seveda manj. Za celoten projekt se nekako projekcija predvideva 4 milijone evrov. No in ti diplomanti so lahko tudi tujci in pa tujci. Zdaj, tujci seveda ljudje iz drugih držav, ki želijo v Pomurju si ustvariti kariero, torej tukaj delati. Tujci pod narekovaji so pa seveda ljudje iz drugih krajev Slovenije, ki seveda so tudi dobrodošli, da se tukaj zaposlijo, če želijo tukaj nadaljevati svojo življenjsko pot. Vloga PAZU tukaj. Seveda tukaj imamo veliko članov, ki so tudi profesorji na fakultetah. Tukaj mogoče bi lahko bila njihova vloga v animiranju, obveščanju študentov o teh možnostih. Po drugi strani pa bi člani lahko potem sodelovali tudi pri izvajanju izobraževanj in tudi na ta način nekako se vključili v izvajanje tega zakona. V šolskem letu 2011-2012 je bilo podeljenih 26 kadrovskih štipendij, 9 dijaki, 17 študenti, za 22 delodajalcev v okviru regijske štipendijske sheme. Skupaj je bilo od leta 2008 podeljenih 257 kadrovskih štipendij za 87 delodajalcev. Na podobnih področjih raziskujejo še naslednji člani PAZU: pomurski akademik dr. Zvonko Jagličič, pomurski akademik dr. Renato Lukač, pomurski akademik dr. Marko Mavčec, pomurski akademik dr. Mitja Slavinec in pomurski akademik dr. Uroš Tkalec.